Saša Kapetanovič, bi temu rekel pobeg od nemškega premiuma in jaz se kar strinjam. Današnji vlog bom malo drugačen, zato ker bom šel v troje. Saša Kapetanovič, bi temu rekel pobeg od nemškega premiuma in jaz se kar strinjam. A sem slučajno rekel strinjam? Imamo kar dober potencial za face fajn se imeti. A začnemo. V osnovi zadeva preprosta, imamo enega Šveda, pa imamo enega Britanca. Pa mrzdo bi potem lahko rekel, ne, to je Kitajec, ta je pa Indijec. Dobro, to drži, lastniki so res Indijci pa Kitajci, ampak če sta Volvo pa Land Rover naredila kaj dobrega, je to, da sta uspela zadržati oziroma se oprijeti tistih svojih korenin, ki so jih naredile posebne že v samem začetku, preden se je kakršnakoli lastniška struktura začela spreminjati. Kjer ga se najprej lotimo? Glede na to, da so SUV tisti, ki so čedalje bolj popularni, predlagam, da gremo najprej do Disco Sporta, pa se posvetimo pa še Volvo. Da bomo lažje razumeli, zakaj sta te dva avtomobila lahko, brez kakršnega koli dvoma, oranka alternativa uveljavljenim predstavnikom tega segmenta. Mislim, teh dveh segmentov. Limo pa SUV. Pa preden se lotimo Britanca, še en skupni imenovalec obeh dveh spadata v enak velikosten razred. Ne pozab, SUV izpeljanka modela S60, XC60 je pravzaprav neposreden konkurent Discoveryja. Ta je pa, ne vem, če to veš, pravzaprav naslednik Freelanderja in to že od leta 2015. Pojmo za začetek kar v kabino, ker ko se usedeš sem noter, je ena stvar tako jasna. Pravzaprav je ta feeling zelo izrazit. A veš, o čem govorim? Takoj, ko se usedeš v Disco Sporta, dobiš kljub finim materialom, dobri izdelavi, občutek, da sediš v res finem tanku. Mislim, veš, je težko opisati. Občutek imaš, da je neuničljiv. Sploh takrat, ko narediš prve metre. A veš, kada skozi njegovo masivno armaturo in vse, kar obdaja voznika in potnike, pronica robustnost, njegova naklonjenost k terenu, ker ta ni sam nakazana, ta je tudi dejanska. A veš, Disco Sport je, mislim, kljub tem paketu Air Design, zaradi česar zgleda malo bolj športen, je čisto zaresen terenc. Pravzaprav zgleda malo šminka, ne? Ampak globoko v svojem bistvu si pa želi plezati in biti preizkušen povsod drugod, sam na asfaltu ne. Mislim, tam se tudi dobro obnese, ampak zares mu pa najbolj sede to, pa še vse, kar je od tega hujš. Believe you me. Drugače se pa po moje strinjaš z mano, to naklonjenost terenu zna zaradi svojega videza kar dobro skrivati. A veš, tudi, ko prideš v kabino, sam da avto zalaufam, začneš zelo hitro, ker pač malo veš, zakaj gre pri tej znamki, iskati tisto klasično stikalo, s katerim nastavljaš ta terrain response system, ki je zadolžen za to, da prilagajaš vozne programe. Prideš noter pa rečeš, dobro, kje je zdaj ta gumb, ki si ga vajen iz drugih modelov, iz Diskota, iz Velarja, konc koncev iz Evoka, pa končno najdeš tale gumb. A veš, tole je prvi pogled na armaturno ploščo. Stikala tudi na sredinskem grebenu, ki je zelo lepo spucan, je tukaj sam prestavna ročica nikjer. Potem se pa začneš posvečati tipkam, pa najdeš tole tukaj. A vidiš avto na terenu, pol ga pa stisneš, zdaj pa prosim mej oči na telem koncu. Pazi zdaj. Bam! Ta trik, da tipke spreminjajo namembnost, sem tako učinkovit na zadnje video, veš, ki v prvi generaciji Nissana Juka, druga tega ni pripeljala nazaj, škoda, meni se zdi fin, zato ker enako površino izkoristiš za več različnih funkcij. Le bom zdaj pokazal. To se pravi, v tem trenutku tukaj reguliraš klimo za sovoznika, potem pritisneš pa tole, evo, zdaj pa lahko zbiraš vozne programe. Programi so pa do neke mere tudi zaradi slik že samo razložljivi, pa pridite nazaj, ta prvo je Eco, potem je Comfort, pa izhodiščen položaj, naslednji je Grass, Gravel, Snow, pa potem en za njim Mudrats, tukaj prijemo do zahtevnejših podlag, do blata in tako naprej. Ta zadnji je pa namenjen vožnji po pesku oziroma po puščavi. In za Land Rover pa njihove avtomobile, opremljene s 4-kolesnim pogonom, je že dolgo časa znano, da ne samo, da je pogon zelo učinkovit, da ponuja tudi vektoriranje navora, znano je tudi to, da so ti programi izjemno dobro naštimani, da se spopadajo z podlagami, ki sem jih ravno kar naštel. Tudi pri takšnih finih programskih nastavitvah pride do izraza izkušnje celotne znamke. In potem avto prilagaja pogonski sklop, 4-kolesni pogon temu, na čemer se pelje. Prilagaja krmiljenje, odzivnost motorja, vektoriranje navora, podvozje samo in tako naprej. Ja, pa ni sam terensko prilagodljiv, pa sposoben, ne, lej to. Celotna dvotretjinsko deljiva druga vrsta, recimo prilagodljiva po naklonu, da šlo malo v legenzic, predvsem pa je lahko pomikaš tudi vzdolžno. Vidiš? Upizno. Kar pomika. Koliko je tole, ne?
15-16 cm. Prostora tukaj zadnji je zelo velik za kolena, za glavo, za ramena, tudi materiali druge vrste so ravno tako kakovostni, pa tudi dobro je narejeno vse skupaj, kar je pomembno, sploh pri tem denarju. Začne, mislim, da se pri švah 43 urih. Pa če že govorimo o prilagodljivosti, za ta segment ni samoumevno, da zna avto ponuditi tudi sedeža številka 6 pa 7. No, disko jih eventualno zna, je pa treba nekaj upoštevati. To je bolj 5+2, tista dva zadnji res sta zasilna, ampak sta pa lahko. Pa če že govorimo o vozicih, rad bi izpostavil udobje sprednjih dveh. Vidiš nič posebenega, upora je ok, ampak udobje, predvsem tisto, ker sem s tem avtom naredil kar nekaj kilometrov, na daljših poteh je izrazito in pohvale vredno. Zdaj pa preden gremo na, kar se mene tiče, glavni highlight tega avtomobila, bi rad izpostavil še 2 ali pa 3 stvari, kar se tiče videza. Prej sem že omenil paket Air Design. Zaradi tega avto zgleda malo bolj športno. A veš kaj je pa dejansko drugače v primerjavi z navadnim? Spredi boš hitro opazil, da je majčkeno drugačen odbijač. Tale odprtina za zajem zraka je sicer enaka, ampak spodnji del je pa majčkeno spremenjen. Malo drugače pa stvari izgledajo tudi zadnji, medtem ko sta tukaj poudarjena sicer totalno fake rora, pravzaprav je tukaj ena plastika in je izpuh tam na levi strani, no pa običajnem tudi tegale kao športnega difuzorja ni, ampak vse skupaj izgleda dosti bolj umerjeno. Pa mimogrede tale barvna kombinacija, moram priznati, in to redko rečem, mi ne sede niti malo. Črna z belo, v tem primeru karoseriji, ki je sicer čisto všečnega videza, ne dela nobenih uslug. Ja sem pa jaz malo staromodno, ampak meni res ni všečno. Pa čisto nič ne bilo narobe, če povedal še eno o motorju. Preprosta stvar, 2-litrski dizel, 110 kW oziroma 150 konjev. Poprečna poraba, pa tukaj imamo v mislih, da avto tehta majčkeno čez 2 tone, je bila med 8,9 pa 9,2. No, ampak meni se pomembnejši podatek zdi ta, da je motor presenetljivo odziven, pa odlično sodeluje tudi z avtomatskim menjalnikom, ki dela super, dokler od njega ne zahtevaš preveč. No, absoluten highlight Discovery Sporta je, če vprašaš mene, kako se avto pelje, oziroma kako blaži, kako udoben je, kako se sooča z vsem, kar mu vržeš, razen pač z izrazito športno vožnjo. In vsakeč, ko zapelješ na en kucel ali pa na nekaj, ker misliš, da bo avto razburilo, reče sam, v redu, imaš še kaj? A to je vse, kar imaš, ok? Pa še zelo tih je med tem, ko blaži. Ja, pismo, to se meni zdi en tak res orang prodajni argument. In če potegnem črto, jaz Disco Sporta vidim kot ene vrste umesen člen med klasičnim SUV-jem, karkoli to že je, recimo, da je to, kaj pa jaz vem, BMW X3, Audi Q5, pa kaj podobnega, pa med čist pravim in klenim off-roaderjem. Pa moram priznati, da mu tudi paše, da je bil pred kratkim, lani se mi zdi prenovljen, ker se pozna malo zunaj, to niti ni toliko pomembno, predvsem pa kabina, ki sem jo prej že kazal. In ta je zdaj po vzoru drugih bratov, recimo Velarja in Evolka, kakor vidiš, izdatno digitalizirana in to Discovery Sport paše. In to je to takole na hitrco, pravzaprav bolj sposobnega terenca znotraj segmenta njemu podobnih je najboljšega najdeno. Zdaj pa caj, da gremo na tega, prav. In njegovo polno ime je Volvo S60 D5 Air Design. No in ta model je enkrat z mano v vlogu že bil, takrat sem par stvari na hitrco povedal, ker je bila ena vrste prva vožnja. Zdaj so pa malo več pohengala. Zakaj ga božam, ne vem, čisto točen. To se pravi, da je to 3. generacija tega modela, to že vemo. Mogoče še ena zanimivost, za katero nisem prepričan, pa da jo veš. Pod tem pokrovom motorja ne boš več našel dizla. Sploh. Že dolgo časa nisem nobenega motorja pokazal. Evo. No, pa se pa deraš. Drugače pa se veš, tako kot pri drugih sodobnih avtomobilih, ki je dosti več od plastike, ne boš videl. Ne? Je pa ta motor po prostorini enak dizlu v Disco Sportu, sprav gre za 2-litrski izdelek z 250 konji. Motor je združen z 8-stopenjskim avtomatikom, ki deluje več ali manj vzorno. Avto res lepo skoči, kljub temu, da je navor speljan samo na sprednjo os, oziroma na sprednji 2 kolesi. In zdaj resnic na ljubo, ne? 250 konjev ni malo, vzorne varčnosti od tega avtomobila ne moreš pričakovati. Je pa tudi zelo različno od tega, kje na kakšen način se voziš, tako kot ponavadi rečem. Mene recimo ponudil okrog 8,8 do tam 9,2, 9,3 na 100 km, je šlo tudi čez 10, še posebej takrat, ker sem želel izkoristiti njegov dinamičen potencial, ko pridemo do ovinkov. Je pa S60 v skladu s tradicijo znamke poln enih luštnih detajlov znotraj in zunaj, ampak škire pa meni daleč najbolj všeč in pogosto se znajdem, da malo pošpegam v to smer. Poglej tale karoserijski zavihek oziroma tole gubo, ki se začne na sredini zadnjih vrat in potem se rahlo seksi vzdigne prek ramen do zadka. No, tale del, to je moj najljubši del tega avtomobila. Ne mi reči, da ni seksi, poglej, kako lepo teče in kakšno dinamiko doda, predvsem zadnjemu delu boka. Poglej, tole arhitekturo, ta videz, te oblike, te poteze poznamo že od marsikod, tudi iz Volva XC60. Meni je všeč,
da je Volvo zelo pozoren, ko pride do detajlov, pravzaprav do materialov. Tole recimo, tole bom od blizu pokazal, je pravi aluminij. Imam pa eno drobno zamero, mimogrede, ko govorimo o detajlih, vidiš, tale je tudi lušten, temu bi se lahko zlahka izognili. Mislim, toliko truda vložiš to, da ponucaš in implementiraš v kabino. Poglej, punce so prišle naokrog. Pravi aluminij, pa priješ pa do prestavnih uhlov tamle na volanu. Kje si, lepotica? Daj nehaj. Poglej, govorim o teh dveh uhlih, to se pravi na desni strani plus, na levi strani minus. Luštno, ne? Razočarava pa samo to, se ne vem, a se sliši, lej. Porabili ste toliko aluminija! Zdaj še toliko bi ga rabili. Bilo ful lepši. Občutek kakovosti bi bil boljši. Ker to pa vsem dal šlataš, ne? Pa gledaš, imaš tukaj skos na očeh. Pa podobno kot pri diskotu bi rad pri tem avtomobilu izpostavil udobje sprednjih dveh sedežev. Tudi to je pri Volvu že dolga leta, odkar konec koncev jaz avto testiram, pa verjetno še prej, ena take vrste tradicija. Sedeti tukaj noter, ne glede na dolžino poti, je kar fajn. No pa prijemo pa na cesto, se pa stvari pikico zapletejo. Vse ne veliko, ampak majčken. A veš, na cesti se mi pa zdi, da se tale S60 včasih kar ne zna odločiti, kaj bi bil. A bi bil udoben, a bi bil športen. In k temu ta Air Design paket, ki ga ima, ki poudarja športnost, pravzaprav ne pomaga kaj dost. A veš zakaj? Zaradi tega paketa je točen ta avto od navadnega S60 kakšen centimeter pa pol nižji. Fedric spredi so malo krajši, blažilniki zadaj so drugačni. Avto je nastavljen bolj na čvrsto. Vse lepo pa prav, ker pač si želi biti malo bolj športen. Ampak, če se že pojavlja v segmentu, kjer na vsak način želi mešati štrene tudi s najboljšim, ker konec koncev pade v tisto premium skupino, se mi zdi, ja, tam pa obstajajo nekateri, ki znajo to športnost podobje še malo bolj združevati, to je treba priznati. Je pa res, da bi lahko majčkeno vtis popravil, če bi bilo krmiljenje malo bolj povedno. To drži. Po drugi strani pa nadvse hvalim tiho kabino. Stari, ta avto na avtocesti je ena sama poezija. Pa veš še mimo česa seveda ne moremo, je varnostni odličnak. Vsakič, ko zaženeš motor, te na to tudi opozori. Pazi zdaj. Zdaj bo napisal vse, kar on zna. Vidiš, City Safety, Pilot Assist, Lane Keeping. Preveč! Ja, imam več časa rabim. Pa kufra se še nisem dotaknil, a ga pokažem. Ker boš zdaj zgledal je 442 litrov. Malo sem pozabil. Da ni prazen. Mogoče bi pa lahko pokazal, imam par vreč, pa še par drugih reči, ampak fotografije. A veš, te fotografije ukverjene so še iz časa, ko sva jaz pa Tina živela tukaj v Mariboru, v bloku, in sem imela na stenah fotografije iz najinih potovanj. Vzela sva najine fotke, oziroma vzel sem moje fotke, pa sem pa napisal gor še lokacijo in sem imela to po stenah. Tole recimo, da se v redu vidi. Tale fotka je s Havajev, iz ene od plaž s črnim peskom. A se dobro vidi? Glej, takole približno zgleda. Ta naslednja je iz Dunaja, se vidi? Veš, to je Tina, ki pije kuhančka. Veš, da je bilo to narejen 2011, 2012, 2013 mogoče. Pole tale, z Mauritiusa. Vidiš? Se ne vem, kako se dobro vidi, no. Še zadnja, stari, ko so velike. New York City. To fotko sem pa naredil na strehi. Kaj že no, tale muzej? Ob Centralnem parku. Zakaj se ne spomnim? Brain fart, 5krat sem že bil, pa vedno sem. No. Zdaj sem se spomnil iz strehe Metropolitanskega muzeja umetnosti, Metropolitan Museum of Art. No, v glavnem, kar se pa tiče same prostornine, kufra zdaj, ki je prazen, se mogoče malo lepši vid. 442 litrov. V osnovi je to za tam 30-40 litrov, tam okrog, no, manj kakšen tipičen konkurent. Ne vem, no, takole na lučka pogledaš to luknjo, ni tako šval, da človek ne bi mogel z njo shajati. To sem hotel reči. Pa v ceni nisem nič rekel, tale izvedenka je od okrog 48 naprej. In to je več ali manj to, kar sem zapovedati o Švedu. Za konec pa tako, kot ponavadi, rad bi odprl debato. Argumenti, ki jih imata te dva avtomobila vsak na svoji strani, so precej močni. Dejstvo pa je, da ostajata, kar se prodaje tiče, vsem bolj nišna izdelka znotraj svojega segmenta oziroma znotraj svojih razredov. Mene pa veš, kaj zanima, ne? Kakšno je pa tvoje mnenje? Kateri so argumenti, ki tebe prepričajo, če bi slučajno in eventualno razmišljal o tem avtomobilu ali pa o tem? In kaj so tiste stvari, ki te pa recimo ne prepričajo? Zanimata me obe plati. Za Disco Sporta in za S60. Dajmo odpreti debato. Nač, to je to za danes. Punce sta še naprej in pravita, da je južina pripravljena.